Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Velenje imajo 22 članov s polževimi vsadki. Slednji so v skupini za osebe s polževimi vsadki, ki se imenuje kohlearni. Število teh članov se povečuje, saj je operativni poseg in vstavitev polževega vsadka velikokrat edini način, da se oglušelemu v celoti povrne sluh. Polžev vsadek ima že vrsto let tudi predsednik velenjskega društva Franc Furštner. Že kar nekaj let nazaj smo ustanovili skupino za polževe vsadke, ime smo dali kohlearji. Že dolga časa se pogovarjamo o teh stvareh in največ je individualnih, kako bi rekel, svetovanj. Tudi svetujem praktično vse, kako poteka operacija, kako potem po operaciji, kako rehabilitacija, kako so fittingi, kako so ti rezervni deli. Še ni dolgo nazaj je bila ena gospa operirana, ki je bila ravno pred nekaj dnevi stara 80 let. In to gospo sem v bistvu jaz informiral o vseh težavah, o vseh problemih, kako vse to poteka. Gospa je bila tako odločena, da hoče slišati še enkrat ptičje petje, zvonjenje zvonov, tik-takanje stenske ure, predvsem pa je rekla, želim slišati kukavico. In pričakovanja njena so res zelo visoka in taka pozitivna oseba je. In že sedaj posluša, zelo je začela hoditi tudi v službo, v družbo. V skupini kohlearni je tudi Martin, ki je pred operacijo polževega vsadka uporabljal slušni aparat, vendar je kljub temu zelo slabo slišal, saj je imel na vsakem ušesu le še 4% sluha. To seveda pomeni, da je bil praktično gluh. Zato se je odločil za polžev vsadek. Polni vsadek imam že v novembra 2022. Na začetku je bolj na novo, drugi občutki v glavi, rabiš tudi prilagajanja. Na začetku sem imel težave pri komunikaciji. Težave sem imel če nas je več. Ko sem po 2 leti pol sem dobil polžev vsadek. In ko sem prvič slišal, tako ko bi mi je šlo noter, še prej nisem slišal nobenega zvoka. In ko sem prvič slišal, ko sem dobil prvi slušni aparat, sem dobro slišal avtomobil vozijo, pa kako govorijo in kako ptice pojejo pa in tako sem srečen. In moja mama je tako srečna, da slišim. Skrb za polžev vsadek je ključnega pomena za zagotavljanje njegove dolgoročne učinkovitosti in delovanja. Polžev vsadek je občutljiv na vlago. Potrebno ga je redno razvlaževati, sušiti, čistiti. Sem ter tja je treba zamenjati kakšen manjši del, kot je zaščitna gumica ali vrvica, ali odpraviti tehnične težave. Ravno slednje je bila tema zadnjega srečanja skupine kohlearni. Predavatelj je bil strokovnjak Rok Ponikvar, slušni akustik podjetja Videx za slušne aparate. V bistvu so me povabili, da pokažem, kaj lahko uporabnik sam naredi s kohlearnim implantom, se pravi z Medelovimi implanti, koliko jih lahko čistijo, koliko jih lahko razstavijo. Pri starejših mogoče so malo tudi problem te osnove aplikacij, kako kaj nastaviti, kako kaj povezati. Pri mlajših tudi teh težav ni, pri starejših je pa predvsem to, kako popraviti ali pa kako kaj razstaviti pa sestaviti, ker niso toliko vešči teh ročnih spretnosti. To so razne malenkosti, če lahko po domače povem, ampak za te uporabnike so to zelo velike zadeve. V polževih vsadkih je nekaj specifik, katere lahko uporabnik sam odpravi
Nekaj je pa takega, kar je treba obvezno nesti na servis. Da bo polžev usadek dobro deloval, lahko največ sami naredite s tem, da ga redno čistite in sušite ter zanj skrbite. Ravno takšna svetovanja so zato zelo poučna in dobrodošla za vse uporabnike polževih usadkov in tudi slušnih aparatov.